predsednik stranke SLS, en teden pred volitvami, optimist? Tako je, po naravi sem optimist in tudi verjamem v Slovence, Slovenke, verjamem v odlične kandidate Slovenske ljudske stranke. Na listi so mlajši ljudje, akademsko izobraženi ljudje, ljudje, ki aktivno delujejo v lokalni skupnosti kot župani, podžupani, cel politični vrh, ki že 26. leto deluje na slovenskem prostoru, tako da v našem razvojnem programu, nov razvojni model Slovenije, pa smo jasno zapisali korake, katere bomo naredili za to, da gre Sloveniji na bolje v prihodnje. Kaj boste naredili za ta del, glede na to, da ste danes bili tukaj, torej v severovzhodni Sloveniji, ker je itak, tako že po inerciji največ prebivalstva, ki nekako paše k vam, torej kmečkega, preprostega, podeželskega? Mi se prizadevamo za Slovenijo, ki bo nudila enake pogoje mlademu, ne glede na to, ali bo rojen v Prekmurju, na Koroškem, Beli krajini ali v Ljubljani. Zato je ena ključnih naših usmeritev skrb za enakomeren razvoj Slovenije. Prvi in osnovni pogoj je zato, da ustvarimo nova delovna mesta. Slovenska ljudska stranka je in bo še naprej strateški partner slovenskega gospodarstva in trdimo, da so delovna mesta najboljša socialna država. Naši naravni viri so tisti, ki jim moramo posvetiti veliko pozornosti, tudi skozi program razvoja podeželja, skupno kmetijsko politiko, strukturne sklade, lahko naš nacionalni interes, kot smo poimenovali slovensko hrano, slovensko vodo in slovenski les, razvijamo do te mere, da je na tem področju vsaj 20.000 novih delovnih mest, takšno območje, kot je Pomurje, Prekmurje, in lahko v tem delu tudi veliko pridobi. Tako da to bo naša skrb tudi v naslednjih letih, da se slovenstvo, slovenskemu kmetstvu, podeželju dogaja to, da se bodo tam ustvarjala delovna mesta. Slovenska stvarnost je žal tako, vsaj po volitvah vedno znova ugotavljamo, da je volilno telo pa tudi narod kot tak razklan. Vi zdaj že en čas, tudi vaš predhodnik delujete povezovalno, vam bo uspelo, glede na to, da so okopi na eni in na drugi strani včasih dokaj visoki. Drži to, ko ste dejali, da v Slovenski ljudski stranki stavimo na povezovanje, sodelovanje in pa državniško držo. Mi smo kot opozicijska stranka podprli pokojninsko reformo. Tudi sedaj smo ponudili deklaracijo 5, smo jo poimenovali, 5 ključnih ukrepov za Slovenijo, od zdravstvene reforme, delovna mesta, enakomeren razvoj države, kot zavezo političnim strankom, ki jo bi sklenili pred volitvami. Kajti prepričan sem, da je v Sloveniji dovolj tega prerekanja, dovolj ločevanja na leve in na desne in da se od tega preselimo k ključnemu delu. Določiti ključne projekte in se zavezati, da bomo zvesti svojim predvolilnim obljubam po volitvah, ne glede na to, ali bomo v koaliciji ali v opoziciji. Kar se tiče Slovenske ljudske stranke, lahko Slovenke in Slovenci pričakujejo stranko, ki bo dala v ospredje ljudi, ne pa neke ideološke zamere, prerekanja, in takšni smo bili v preteklosti in takšni bomo tudi v prihodnje. Evo, ste malo